Danes so se zbrali ob 7. zjutraj že vsi sliko pleskali. 135 jih je zavihali so rokave in ob 8 začeli z delom, tako da zdaj že na polno pleskajo učilnice. Bomo šli tudi to pa vse pogledati. Jaz bi vam danes rada, tukaj se z mano vsi ključni akteri, ki sodelujejo pri akciji letos, tako da bomo enega po enega bomo dali besedo. Najprej pa bomo povabili ravnatelja šole, gospoda Jureta Levo, pa gospoda župana Željka Saviča iz Dola pri Ljubljani, da nam na kratko povesta par besed. Gospod Leva, vi ste ravnatelj od letošnjega januarja tukaj, a nam lahko ustanovo na kratko predstavite. Hvala lepa za besedo. Dobrodošli na naši šoli. Dober datum smo zbrali. Letos šola in tale občina praznuje 70 let od takrat, ko se je na tem mestu šola, ne bom rekel zgradila, začela graditi. Ko boste šli po šoli, šola je iz več različnih kompozicij sestavljena in se je ves čas dograjevala. Zaradi tega tudi ne vidimo ene enotne kompozicije. Skratka, šola predstavlja poleg te matične enote, kjer je tam okrog 500 otrok, še enoto v Dolskem, nekaj čez 100 otrok je tam, potem pa še eno zelo mečkeno enoto v Senožetih, kjer je v trojni kombinaciji ena ekipca, en razred, z tam mislim, da je 15 otroki letos. V sklopu šole je še vrtec v 16 oddelki in vse skupaj to predstavlja en velik zavod. Učiteljski zbor, v šoli nas je 100, v vrtcu nas je 70, tako da kar veliko ljudi na kupu. Zdaj, v samo tole akcijo smo vključili in sodelavce. Včeraj, to niste povedali, smo se celo popoldne pripravljali, da smo te prostore skupaj z mojstri uredili. Tudi starši učencev so se vključili. Potem na današnji dan so pa tle ene 3-4 ekipe. Ekipa, ki dekorira tukaj našo avlo, bojo predstavili narisano hobotnico v delovni vnemi, mislim, da ima čopiče tlele. Druga je ekipa tamle pred jedilnico, ki si jo boste tudi lahko pogledali. Tam si ogledujejo in trenirajo v poklicu sliko-pleskar. In potem sta še ekipe v popoldanskem delu, ko bomo imeli večerno prireditev, se pravi glasbeniki, plesalci, što boste tudi videli, kaj tale občina premore in kaj ponuja. Ne nazadnje, z nami je ekipa vaših mladih kolegov, novinarjev, ki objavljajo in na spletu, in v pletlenicah, in jih prav prisrčno in toplo pozdravljam. Bravo! Ob tej veliki akciji, katere dimenzije smo si šele začeli včeraj popoldne predstavljati in danes nekako to potrjevati. 150 ljudi dodatno tlele na šoli je veliko. Bi se res zahvalil Obrtno-podjetniški zbornici, ki ste nas izbrali za to, da tlele naredite to akcijo. Ko sem se pogovarjal prej z hišniki, vsako poletje 2 učilnici. Zdaj pa kar naenkrat 25 učilnic, to je veliko delo, to si morate predstavljati. Ko boste predstavili tudi mladim ta poklic, mislim, da je to izredno pomembnega pomena, da se mladi uvajajo tudi v taka dela, ko mogoče na prvi pogled ne izgleda tako zanimiva, so pa vedno bolj potrebna v našem okolju. In hvala lepa. Petri Majdič, naši krajanki, mislim, da je ni potrebno posebno predstavljati, svetovno znani športnici,
eni najboljših smučark tekačic, ambasadorki in športa in dobre volje. Vedno znova sem vesel, ko jo vidim na prireditvah, ki so tlele pri nas. Hvala lepa. In podjetju Ljub, našemu sosedu, ki tlele nas je založilo z temi barvami, to je ena velika, lepa gesta, velik strošek. Hvala. To v moje strani. Hvala lepa. Gospod župan, v oktobru mesecu ste praznovali tukaj bolj pri Ljubljani 170 let šolstva. To pomeni, to je res lepa številka. Se pravi, da je prva šola začela v Dolu pri Ljubljani do 1854, tukaj, kjer se nahajamo, pa šola nastala pred 100 let kasneje, se pravi 1954. Povejte, kako, vi ste tudi nekdanji učenec te šole, ne? Kako vi vidite razvoj šolstva v vaši občini, pa kaj ta akcija pomeni za vašo lokalno skupnost? Ja, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav še v mojem imenu, v imenu skupnosti. Težko je kaj dodati ravnatelju, ki je tako obsežen nagovor imel, ampak dodajmo tistih 100 let. Prvih, ne. Veseli smo, da smo letos praznovali 170 let, je bilo kar nekaj dogodkov zdaj v oktobru, tudi v novembru, ampak jaz pravim temu vedno, pa pravim, da ni naključje v življenju, pride jagoda na torto. In smo res veseli, da je sekcija slikopleskarjev in ostalih obrtnikov nekako pristopila k tej akciji in da je izbrala ravno v tem letu tudi našo šolo za neko osvežitev in jaz temu pravim na koncu kot neko dnemet naše letošnje prireditve v 170-letnici. Kako čutimo krajani šolo, kako čutimo povezavo z Ljubom? Jaz moram reči, da poleg tega, da imamo 170 let šolstva, smo zelo ponosni, da imamo tudi 150 let Ljuba. Moram reči, ko sem rekel, da sem učenec, tudi moji starši so svojo življenjsko pot v službi naredili v Ljubu. Od tistih barv, ki so bile včasih v prahu, do tega, kar zdaj vidimo v reprezentaciji današnjega povezovanja našega Ljuba, od tistega, ko je bilo samo 100 delavcev v Ljubu in so praktično vsi krajani bili noter zaposleni, do tega velikega konzorcija firm Ljuba, ki pač v tem ožjem srednjem delu Evrope povezuje različne države in to branžo, sem nekako zelo vesel, da ostaja ta vez z Ljubom še vedno močna. Pogovarjali smo se o tem, da smo v šoli uspešni, tudi zaradi tega, ker je šola dobra, ker ima dolgo tradicijo. Moram reči, da je šola zibelka svojega programa, ampak tudi je bil tudi zibelka slikarjev in fasaderjev. In iz tega področja je povsod po Sloveniji marsikjer lep izdelek na nek način bil prezentiran z novim tehnologijami, ki jih je Ljub nekako naredil. Da se vrnem nazaj na šolo, na skupnost, kako to čutimo. 55 let nazaj sem jaz tukaj vstopil v prvi razred, telovadil sem se ravno takrat odprl. Šola je bila zelo majhna, ampak v tem času, Petra, smo pa bili tudi na športnih področjih res bili izjemni. Ne samo dobri slikarji, tudi olimpijce smo bili. Leta 1984 smo imeli kar 6-7 naših krajanov na olimpijskih igrah v Sarajevu in potem z biatlonskimi našimi tekmovalci v Lepci in drugimi, do našega vrhunca športa Petre Majdič, ki nam je potem ponesla to v bistvu prepoznavnost daleč v svet. Tako da, toliko na kratko, res smo veseli, da se je ta dogodek po 22, mislim, da je 22, ravno v tem letu tudi zgodil pri nas. Najlepša hvala za to. Moram se upravičiti predstavnike Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, danes se nam niso utegnili priključiti. Je pa res, da je bil pa dr. Vinko Logaj, pa je zaposlen tudi na tej šoli. Učitelj matematike, sedanji minister, no škoda, ker niso z nami. Jaz bi vam čisto na kratko povedala še zgodovino te akcije. Začela se je leta 1999 in sicer v organizaciji gradbene sekcije območne obrtno-podjetniške zbornice Ptuj. Takrat je bila, na prvi akciji je bilo 23 slikopleskarjev, potem pa je akcija vsako leto pridobivala več vozil, naslednjih je bilo že recimo 61, danes jih je 135. Da je ugotovila
sekcija, ta gradbena sekcija pri OZPTUJ, so ugotovili, da je postala preveč logistično zahtevna, da je niso zmogli sami in se je takrat prenesli na sekcijo za slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev v letu 2010. Takrat smo bili v Ljubljani in smo prepleskali ljubljansko porodnišnico. No, od takrat naprej oni vodijo zadevo, s tem, da je leta 2014, takrat smo pa imeli akcijo v Portorožu, pa postala akcija celo mednarodna. Prvi tujci, ki so bili prisotni, so prišli iz Združenega kraljestva. No, zdaj pa že čas, da damo besedo predstavnikom Obrtno-podjetniške zbornice, z nami je njen predsednik, gospod Blaž Cvar. Gospod Blaž, dajte nam povedati, v bistvu, kaj ta akcija pomeni za samo zbornico in za eno od vaših 30 sekcij. Ja, hvala lepa za povabilo in lepo zdrav vsem skupaj, še posebej vsem tistim, ki danes vihtijo Čopiče oziroma v tej akciji sodelujejo. Moram reči, da sem še posebej vesel za to, da imamo tudi takšne lepe dogodke, kot je tale, z nekim pozitivnim znakom, da ne bo veliko prevladovalo neko občutje, da se pa nas samo govori o nekih slabih stvareh. Obrtno-podjetniška zbornica pa je tista, ki za področje države skrbi za obrtnike, podjetnike skozi 62 območnih zbornic in 30 strokovnih sekcij, in ena izmed teh strokovnih sekcij je sekcija Sovo slikarjev, slikopleskarjev, črkoslikarjev in fasaderjev. Je ena izmed mlajših sekcij, ni največja, je pa zagotovo tista, ki prinaša prvitost v naša življenja. Nasplošno že obrtno-podjetniška zbornica z vsemi sekcijami, bi rekel, v prvi plan pod prioriteto postavlja zagovarjanje tistih vrednot, ki so pomembne v življenju, tiste tradicionalne vrednote, da smo vendarle delovni, pošteni, da smo inovativni in seveda tudi tukaj na tak način izražamo še tisto vrednoto, ki jo je mogoče vse premalo v življenjih, solidarnost. In 22 let se to dogaja, oziroma 23 let, 22. akcija, in v Obrtno-podjetniški zbornici se trudimo še na druge načine izražati to solidarnost in to vsekakor podpiramo. Kar pa je tudi zelo pomembno je to, da ker zagovarjamo tako širok spekter različnih poklicev, da znamo te poklice tudi primerno promovirati, mladim predstavljati, da je pomembno, da ohranjajo bi rekel, te poklice pri življenju, da ne umirajo ti poklici, kaj ti potrebujejo v vsakdanjem življenju. In prav je seveda, da gremo tudi s temi humanitarnimi akcijami v te javne ustanove, kot je danes tukaj na šoli, in da mladim te poklice tudi predstavljamo. Moram povedati, da se vse bolj mladi odločajo za takšno poklicno izobraževanje, ker pač vemo, kam nas vodi razvoj umetne inteligence in tehnologije. Tako da se veselimo novih, bi rekel, tistih, ki se bodo tudi za ta poklic odločili. Posebej pa seveda pozdravljam tudi mednarodno sodelovanje. UNIEP je organizacija, s katero Obrtno-podjetniška zbornica in sekcija že dlje časa sodeluje. Ta mednarodna udeležba in podpora seveda dokazuje, da smo na pravi poti, še posebej pa seveda to, da tudi skupaj z UNIEP-om se trudimo, da bi pri nas, bi rekel, vendarle poklic postavili na svoje mesto, ga na nek način uokvirili, regulirali, tako da bo kvaliteta storitev še naprej zagotovljena in da bodo vsi tisti pogoji dela, za katere se vsi skupaj trudimo, tudi zagotovljeni. Tako da tudi UNIEP zahvala za to, pa seveda zahvala vsem vam, ki ste danes tukaj, ki to zadevo podpirate, in uspešen dan želim. Hvala lepa. Zdaj mi je dal odlično istočnico, da kar gospoda Helmuta Šulca predstavim. On je predstavnik Avstrijskega združenja in Evropskega združenja slikopleskarjev. Z nami je v Sloveniji že od leta 2016, takrat smo imeli v Trbovljah recimo to veliko komunitarno akcijo. Preden mu dam besedo, vam bom jaz, moram mečkam prebrati, ker je malo več, vam bom v slovenščini povedala, s čim se Evropsko združenje v bistvu ukvarja. Njihov cilj je, da bi šolanje slikopleskarjev po celotni Evropi potekalo na enak način. To bi poenotilo raven znanja in zahtevane pogoje za začetek opravljanja dejavnosti. Obenem bi pa omogočilo oziroma olajšalo pretok delovne sile
dijakov, študentov in prosti pretok storitev. Evropsko združenje oziroma UNIMED si v prizadevanjih za čim hitrejše poenotenje panoge želi s projektom European Painting Partners sodelovanje pritegniti tudi proizvajalce materialov in orodij, temu smo priča tudi danes, za doseganje skupnih interesov v panogi in da bi spodbujali kakovost, podprli uvajanje novih materialov in tehnologij ter skrbeli za promocijo poklica med mladimi. Mr. Scholz, we are very glad that you're here with us again. Can you just say hello to everybody, because you are the most important man coming from Europe today to Slovenia. Maybe. Thank you. Yes, it is very interesting to be here, to be part always of the humanitarian action. Some years ago, I'm part of this, and it's very interesting to see how different painters of some European countries are working together. Not only from the neighbor countries, also from England, and we are working very well together. And we can show together the craft in Europe have a very good and high quality. And this we can show in the schools or in Slovenia together with the colleagues from Slovenia. Thank you. Hvala, thank you. Vse ste razumeli, je zelo združenje pripomore tudi k temu, da so na takih akcijah srečujejo slikopleskarji iz cele Evrope, tudi iz Združenega kraljestva. Tako, zdaj pa Matjaž Majdič, inženir Matjaž Majdič je predsednik sekcije slikopleskarjev, pasaderjev in črkoslikarjev in zdaj ga vabim, da nam vsem v številkah predstavi letošnjo akcijo. Prosim, Matjaž. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Moji predhodniki so že povedali toliko lepih besed. Jaz se strinjam z vsem tem, kar je vsak od njih povedal. Mogoče ni samo ta današnji dan. Ta današnji dan je res samo češnja na torti, kaj vidite vi. Mi smo začeli to delati že zelo v začetku letošnjega leta. Še pred počitnicami smo že parkrat srečali, ogledali šolo, pripravili vse plane. Tukaj je načrtovanja ogromen. Tako da današnji dan poteka res nemoteno, da slikopleskarji lahko opravijo svoje delo kvalitetno. Sekcije smo praktično zato, da se delo opravi kvaliteta in predvsem je to. Seveda moramo pa tukaj imeti zelo dobre podpornike, zelo dobre barve, to, kar nam zagotavlja firma Jug, zelo dobro urodje, kar nam zagotavlja firma Žima in pa vse potrebne materijale za kakšne luknjice pokitati, za reparature narediti, kar zagotavlja Rigips. In tukaj so še manjši, kot so prevozi, ki jih je treba upraviti, kar je ABC Tour. Tako da praktično imamo kar en krog dobrih in velikih partnerjev, ki so vsem tem času že postali naši prijatelji. Nekaj v številkah. Mi smo včeraj štartali ob enih, tukaj, kot je gospod ravnatelj že povedal, nas je bilo približno 25 slikopleskarjev, potem so bili zaposleni na šoli. Čeprav kakšen prav si kaj pa oni lahko naredijo, vsi so učitelji, zelo veliko so nam pomagali. Zaščito, naučili so se tudi nekaj, mi smo jim pokazali, potem so prišli celo, starši so prišli, so na mamice odlično naredili. 2 hobuka sem jim pokazal, kaj je treba naštimati, fantom bi mogel to 15 hobukov. Ženske so vse naredili, tik-tak, ki so bili prej. Tako da v bistvu zelo dobro smo sodelovali, zelo veliko smo naredili, tako da v bistvu mi danes nekako bomo obvladovali z barvami približno 4000 metrov kvadratnih. To pomeni približno 2700 litrov pač različnih barv, kitov, materialov, ki bojo dani tukaj. Pomeni, kot smo že rekli, približno 135 slikopleskarjev, se pravi iz 5 različnih držav in Slovenije. Tukaj je, se pravi, iz teh 5 držav je približno 70 udeležencev, med njimi so tudi vajenci z njihovih šol in pa nagrajenci na različnih pač tekmovanjih, ki so dobili možnost, da pridejo v Slovenijo na to akcijo in si pogledajo, ker je dober glas
šel tudi v njihovo državo. To so pač udeleženci iz Velike Britanije. In potem je tukaj recimo z Avstrije vedno pripeljajo, oni imajo eno najboljših izobraževanj, vedno pripeljajo perfect vajence, tako da tukaj jim praktično sploh ne moreš več reči vajenc, ker že znajo vse narediti. In oni obvladajo, tako bom rekel, danes 4 približno 150 do 170 kvadratnih metrov, s tem, da so prišli že na zaščiteno, ampak potem morajo to v 2 rokah prebarvati, ker to je strokovno, čeprav sem že slišal, ko hodim tukaj po šoli, da je barva tako dobra, da enkrat prekriva, tako da mi je žal, nisem dal malo več vode včeraj. Ampak kaj je štos vsega tega je, da so dejansko res, da bojo razredi lepi, da bojo učenci prišli noter, da si bojo dosti lažje učili, s tem, ker so razredi tudi lepi, tudi pazijo bolj. Med tujci prevladujejo, kot sem rekel, te vajenci, pri nas pa imamo iz 2 šol, ker v Sloveniji obstajata 2 šole, ena je v Mariboru, ena je v Kranju. Tukaj sta učiteljna praktičnega pouka pripeljala 8 in pa 6 vajencev, ki smo jih porazdelili med mojstre naše in jim dajo tako v bistvu nasvete, jim pokažejo, kako je treba kakšne stvari narediti in se v bistvu ti učenci, ki so drugi letnik, učijo od teh starejših mojstrov, kako se vihtijo čopiči, valjčki, kako je treba kakšne stvari zaščititi in na koncu, kar je zelo pomembno, tudi kako je treba to pospraviti. Tukaj lahko rečemo, da bomo mi vsemu v tem obdobju, se pravi od začetka akcije, od včeraj pa do danes, približno opravili 1400 ur delovnih, to pa nekako skupno z materialom znese neka vrednost cirka tukaj 90 000 evrov. Tako da v bistvu jaz bi se res zahvalil še enkrat sponzorjem, vsem donatorjem, ker so praktično res en velik prispevek k tem, da naši zaposleni, naši slikopleskarji res opravijo to pač ogromno delo. Bistveno, kar pa je, to, kar smo že tudi izpostavili, je pa to, da tukaj vidimo pač učence, ki so nadarjeni oziroma ki želijo ta poklic nekako bližje spoznati. Tukaj so dejansko res iz šole, ki imajo to poslikavo, potem vam bom pokazal tam, ker naši mojstri dajo šanso pač tem otrokom, ki so zainteresirani, to so 7., 8. in 9. razred. Tukaj smo pričakovali tako, mogoče med 5-10 udeležencev. Tam boste videli, jih je ena množica teh mladih ljudi, ki ustvarjajo, lepijo, barvajo, se pogovarjajo med sabo, komunicirajo, zelo tako živo dogajanje. In to je tudi v bistvu ta promocija poklica. Vesel sem, da je predsednik izpostavil, da se poklici vračajo, ker jih rabimo. Ker mi žal na slikopleskarskih šolah, ta teden sem se malo zgrozil, v Kranju, v 3. letniku, niti enega. To pomeni, da bomo mi v naše domove spuščali še dalje večje fušarje. Tako da v bistvu je dejansko res, da te poklici so zelo važni. Mi se trudimo na sekciji z raznimi predavanji po šolah, po vsem skupaj, da bi pridobili, da bi starše in otroke pač prepričali, da nek poklic je imeti lepo. Ker kot slikopleskar hodiš po domovih, pa spoznavaš različne ljudi, z njimi kot prijatelj rataš, kjer se dejansko vstopaš v njihove intimo in vse skupaj. Tako da tukaj se mi zdi, da s tem poklicem se da res lepo preživeti, lepo delati, lepo skomunicirati in tudi danes na tej naši akciji vidimo, kaj se da narediti vse. Hvala. Super, hvala Matjaž. Zdaj pa nadaljujemo predstavitev glavnega sponzorja JUB. Z nami ste danes predsednik uprave, gospod Sašo Kokalj. Sašo, zdravljen. In izvršni direktor družbe JUB, Željko Kovačevič. Sašo, predajam besedo. Lepo pozdravljen. Lažje mi je, ker so že pretekli govorci vse povedali, da sem lahko kraten. Jaz bi najprej začel z eno mislijo, da smo res zelo zadovoljni, da smo lahko že 22 let
plodno sodelujemo z Obrtno zbornico Slovenije, predvsem sekcijo soboslikarjev, se pravi fasaderjev, črkoslikarjev, gospodom inženirjem Matjažem Majdičem, tako da najlepša vam hvala. Predvsem sem zadovoljen tudi s tem, da smo v bistvu tokrat se usmerili v lokalno okolje, tako je župan dejal, da smo mi tista jagoda na torti. Zdaj je s to lokalno šolo, zakaj? Zato, ker je potrebno vedeti, da smo v bistvu v tej šoli, ki je obiskovalo veliko naših zaposlenih, njihovih staršev, zdajšnjih otrok, je vseeno en dragulj znotraj tega lokalnega sistema in da smo mi lahko partner, smo izredno zadovoljni. Zdaj, da ne bom predolg, jaz bi najprej rekel takole, jaz se res zahvaljujem, se pravi, vsem partnerjem, ki smo v tem projektu, Obrtni zbornici, se pravi, sekciji, vsem posameznikom, ki so prispevali svoj čas tukaj notri, ker to ni kar samoumevno danes. In najlepša hvala vsem, tudi vsem učencem, staršem in tako naprej. In upajmo, da bo teh dogodkov še veliko več v prihodnje, pa mi bomo ostali v strani. Zaključen s to mislijo. And I would just like to thank you all our guests from abroad that you are here and that our cooperation in the future will be also fruitful. And thank you very much that you are here. Thank you. Hvala, Saša. Ja, jaz bi samo mogoče malo, glede na to, da smo toliko let, je lepo videti tudi upokojene soboslikarje, ki hodijo vsako leto, nekaj mladih. Jaz tudi upam, da bojo učenci pravijo, da če okolje okrog tebe, če je urejeno, tudi boljš delaš. Jaz tako Željko nisem hodil na to šolo, hodijo pa moji otroci, so veseli, ker je dan šole prost dan, ampak verjamem, da bojo pol tudi veseli, v bistvu, ko bojo v novih prostorih. Bi pa rekel, strani podjetja Jug smo ponosen sponzor, jaz se tudi zahvaljujem tudi ostalim partnerjem, pa rad bi izpostavil v bistvu OZS in naše zaposlene, ker je kar, tako je bilo rečeno, ker veliko časa je v bistvu se zgubil v predpripravi. Me pa tudi veseli, da mojstri pravijo, da zelo hitro delajo, da so barve kvalitetne, tako da bi rekel, da je, bom kar zaključil, tako sem že, mislim, da že v Ormožu barve spremenijo dom, tako da me veseli, da so barve iz družine Jupol toliko dobre, pa da jim delo toliko teče, da bo še prej končali. Super, hvala Željko. Imamo še eno lepo gostjo tukaj danes. S to šolo je tesno povezana naša športnica Petra Majdič, smučarska tekačica, v glavnem najuspešnejša slovenska vseh časov, prva, ki nam je svetovnih prvenstev prinesla medalje v tej disciplini z olimpijskih iger. Petra, ti si z družino, s tem okoljem in s šolo, s krajem tesno povezana. Kako ti vidiš to akcijo, zdaj si naša ambasadorka, so zelo veseli, kako vidiš to akcijo, kjer se slikopleskarji povežejo s podjetji, da naredijo nekaj dobrega za lokalno skupnost? Ja, hvala najprej, da sem lahko ambasadorka, hvala za povabilo in se bom navezala tukaj na besede. Otroci so strašno veseli biti prostega dneva in mene sta moje dve zelo grdo pogledali, sem rekla, ne, vidve gresta pleskati. Tako da sta doslej in morata pač manj delati. In rada bi izpostavila 3 stvari. In ravno prva je ta, da se vi ne zavedate, koliko v bistvu močno sporočilo dajete praktično vsem otrokom iz tega okolja, da kdaj je treba v življenju kaj tudi narediti za ston. In v bistvu, to je ena po moje največja učna ura, ki jim jo lahko podarite na ta način. Seveda, fantastični lepi prostori, kjer se bojo, upam, da lažje učili, ampak predvsem ta misel, da pridejo iz celega sveta, pravzaprav nam pomaga, da pa je res pač iz Evrope konkretno, in predvsem, da je to postalo že gibanje. Ker to se je začelo pred 22 leti v Sloveniji in ker so pač v tujino to sporočili, kaj se dogaja, so bili tako fascinirani tujci, da so začeli slejko prej to dobro idejo, dobro zamisel implementirati v svoje okolje in to je dejansko postalo gibanje, ki smo ga začeli, v bistvu se ga začeli Slovenci.
Tako da na to ste lahko ponosni, da v bistvu dajete sporočilo mladini v današnjem svetu, ki je res z materialnimi dobrinami povezana, tako močno, tako jaz pojma nekdo, tako močno sem razlagala v tej akciji in mi je bilo na koncu vsak vprašal, ali res to zastonj delava, kaj? Tako noro, za njih je pač nekaj skoraj nerazumljivega, da kdorkoli je pripravljen svoj čas, svojo energijo odločiti samo zato, da bo pač nekomu polepšal dneve ali pa učno okolje. Druga stvar, ki bi jo rada izpostavila, 20 slikopleskark imamo v skupini. Tako da te punce so v bistvu fantastična zgodba o prihodnosti tega poklica in jaz verjamem, da tako kot se je že večkrat omenili, ta poklic ima prihodnost. Zdaj z razvojem umetne inteligence bodo te pridne roke absolutno našle svoje mesto v naših domovih, tako da več kot dobrodošle in ta številka se samo jača in v bistvu širi kot dober glas. In pa tretja stvar, lokalno okolje. Moram priznati, da pač jaz sem res potovala veliko časa po svetu, za časa moje mladosti. Ogromno je bilo držav, kjer smo razmišljali, da bi nekako si našli drugi dom, so nas vabili, da tam si ustvarimo drugi dom, ampak mene je vedno vlekli domov in ne samo v Slovenijo, vedno me je vlekli domov v svojo lokalno okolje. Tako da, kot ste omenili, jaz sem tukaj hodila v šolo, že moji starši so tukaj hodili v šolo in zdaj tudi moje hčerke. Tako da sem zelo ponosna na to in zelo vesela in dejstvo je, da s takimi in podobnimi akcijami moram priznati, da in s podjetjem Jugom in v bistvu z občino ta skupnost res dobro živi. In v bistvu producira takih ogromno fantastičnih posameznikov, ampak bistveno imamo eno tako lepo lastnost, da živimo skupaj. In taka akcija, kot je danes, mislim, da lahko še malo bolj povezala in dala tisto moto, se pravi, da lahko z roko v roki, lokalna skupnost, šola, občina, podjetja, res da živimo skupaj in zaradi tega se lahko naredijo pa skupaj taki projekti. Hvala. Hvala, Petra. Imamo sam še to dolžnost, da predstavim še ostale donatorje, poleg Ljuba, ki je generalni sponzor. V akciji sodelujejo tudi Džima. Džima je zelo proizvajalec pleskarskih orodij z dolgo tradicijo. Z nami je Igor Keren. Igor, koliko časa, koliko kosov, valčkov, čopičev ste prispevali, pa koliko časa sodelujete v akciji? Ja, s podjetjem Žima smo tule prisotni že 16-tič, cirka 1000 komadov različnega slikopleskarskega orodja. Smo zelo veseli, zadovoljni, da se naše orodje lahko uporablja pri izvedbi takih projektov. Tako da upamo še, bom rekel, na mnoga leta, na mnoge dogodke in srečno še naprej. Mi bomo veseli, če boste zraven. Sango Ben imamo predstavnika, z nami je Andrej Robič. Andrej, vi ste vodja marketinga sicer, ampak dajte nam tudi vi na kratko povedati, kaj vse je Sango Ben zdaj prispeval, pa koliko časa sodelujete v akciji. Ja, podjetje Sango Ben z blagovno znamko Rigips v tem omenjeni akciji sodeluje že 12 zapored, in to pač z velikim veseljem. Naš vsakoletni prispevek je pa v bistvu v obliki suhomontažnih plošč, katere tudi otroci uporabljajo za kakšne ustvarjalne delavnice, izravnalnih mas in pa zaščitnega papirja in pa tako. Zdaj pa so tudi ostale kolegi rekli, tudi mi se pač veselimo tudi nadaljnjega sodelovanja. Hvala lepa. Akcijo je podprla tudi OOZ Ljubljana Bežigrad, to je območna obrtna podjetniška zbornica Ljubljana Bežigrad, kamor paše tudi ta okolica. Gospa Zupanova, bi lahko, Zupan, se boste povedala kakšno besedo za to zraven? Hvala lepa. Zelo smo počaščeni, da ta akcija, tako lepa akcija, poteka na našem območju. V sodelovanju z Obrtno podjetniško zbornico Slovenije mi izvajamo tudi projekt Obrtna pot, v katerem mladim predstavljamo obrtne poklice, pomeni, da učence osnovnih šol peljemo v obratovalnice, da si pogledajo v konkretnem delovnem okolju nek poklic. Zato je tudi ta današnja akcija, sem jaz predlagala, da vkomponiramo tudi to predstavitev poklica slikopleskar, ker je seveda zelo dobro sprejeta in sem zelo navdušena, ker je res
zelo lepo videti otroke, kako z navdušenjem sodelujejo pri tej zadevi in upam, da bo to obrodilo sadove tudi v prihodnosti in srečno naprej pri teh akcijah.